Po seriji incidentov v hrvaških nočnih klubih smo preverili, kako je z varnostjo po noči pri nas. Ekipa 24 ur dejstva se je odpravila na teren v ljubljanske bare in klube, kjer se po 23 uri streže alkohol in predvaja glasba. Po slovenski zakonodaji mora namreč vsak tak lokal zagotoviti fizično varovanje z licenciranimi varnostniki. So slovenski varnostniki ustrezno usposobljeni? 24 ur dejstva in Neža Štajner. Boli ga cel telo, boli ga glava, ne more prijeti seb, zmeden je, težko govori. Res oba sta se ustrašila za najine življenje. Danes so pa naredili ponovni CT glave, zaradi možnosti edema v možganih. Tako je bilo to poletje na Hrvaškem, ko sta odmevala incidenta, ki sta sprožila razpravo o usposobljenosti in odgovornosti varnostnikov. Kako pa je z varnostjo v nočnih lokalih pri nas? Nočno dogajanje v središču Ljubljane smo preverjali prejšnjo sredo in petek. Pogovarjali smo se z lastniki lokalov, varnostniki in gosti. Prvi lokal, gremo pogledati, kako skrbijo za varnost. Na vhodu varnostnik ni opravil pregleda. Lokal je obiskala tudi policija. Znižal temperature, ker bo preglasno je pravo. Če pride še enkrat, bomo prazno plazo. Drugi lokal. Treba ti pokazati. Treba poseben prostor za to. Gremo v tretji lokal. Zdaj pa je oni so že učni. Ne na nas, ne na ljudi, koji drugače, Hrvaška pa to vete. Tiste je Balkan, še sem vedno stopno izrazil, pa delo se više. Gremo še v nočni klub. Ja. Kako varne se počutijo mladostnice? Speš, ne bi šla domov. Natakarica Neža Oblak pravi, da se zaradi varnostnika počuti varno. Veliko ljudi je pod vplivom alkohola in še kakšnih drugih substanc in ratajo nesramni, agresivni predvsem in tukaj pač mora posredovati varnostnik. Varnostnik mora prenesti marsikaj, pravi Domen Vivod, direktor BBR Security. Se naje marsikakšnega gneva, slabe volje, psov, to nosi s seboj, lahko nastopijo že iz tega problema. Zato mora redno na usposabljanja. Na trgu veliko varnostnih služb, ki dela precej stihijsko, pritiskajo na naročnike lokalov, jemljejo kader, ki zato ni primeren. Varovanje izvaja 6400 varnostnikov za licenco oziroma 168 varnostnih družb. V zadnjih 5 letih ni bila odvzeta nobena licenca, bilo pa je odvzetih 7 službenih izkaznic. Lani so varnostniki izvedli več kot 6500 ukrepov. Konkretno, najpogosteje so osebo zadržali, fizično silo so uporabili preko 1000-krat, več kot 400-krat so osebo uklenili, 41-krat so uporabili solzivec. Lipa, Global in Roxley, nekoč prizorišča zabavanja mladih, so postala prizorišča tragedij. Še danes služijo kot opozorilo. Lipa 2005. Za varnost na zabavi ni bilo poskrbljeno. V neznosni gneči so umrle 2 17-letnici in 15-letnica. 1 meter stran od mene so ležali po tleh. Global 2007. Varnostnika sta do smrti pretepla 20-letnika. Najbolj me tišči to, da nimam sina. Roxley 2009. Varnostnik, ki je v lokalu delal na črno, je za udarcem povzročil smrt odvetnika. In incidenti med obiskovalci zabav in varnostniki v preteklih letih. Cirkus leta 2012 in 2019. L56 2022. Več varnostnikov preteplo mlajšega moškega. Vitanje lani. Varnostniki so pretepli udeležence prireditve Majsko vitanje.
V cvetličarni, kjer organizirajo 110 dogodkov letno, je varovanje nujen strošek. Med varnostniki imaš tiste bolj izkušene, tiste manj izkušene, pa so manj izkušeni mlajši. Mlajši ponovadi zna kakšno napako narediti. Starejši tudi zna drugače, tudi zna mogoče nekoga, ki dela probleme v klubu, vseeno drugače opomniti in mogoče odstraniti iz lokala. Sigurno zaradi problemov pride zaradi alkohola in drugih substanc prepovedanih. Drugače tudi recimo v Cankarjevem domu na mirnem koncertu mislim, da ni bilo enega pretepa v zadnjih 50 letih. Ivano Gradišnik iz Family Laba skrbi za njeni hčerki, stari 19 in 23, saj je Ljubljana manj varna, kot je bila v njeni mladosti. Socializacija, ki je otroci in mladostniki danes nimajo, je tiste vrste socializacija, ki je potekala in bi morala potekati torej zunaj šole, zunaj doma, in o tem se začeti učiti, ko si star 20-25 let in se znajdeš, ne vem, v Umagu ali v Savudriji ali ne vem kje in naletiš na a ne z mišicami, je prepozno. V zadnjih 3 letih so inšpektorji za notranje zadeve v 19 primerih ugotovili kršitve varnostnikov. V 9 primerih so uporabili prekomerno fizično silo, denimo udarec s plosko roko v glavo in nezakonita uporaba solzivca. Največ nalog oziroma naših nadzorov opravimo v gostinskih lokalih. Najbolj pogostejša kršitev, ki jo ugotavljamo v nadzorih, v času nadzora, je, da varnostnik ni pravilno označen. Dogaja se tudi, da varnostniki pri sebi nimajo službene izkaznice. Varnostnik lahko postane vsak polnoleten s končano osnovnošolsko izobrazbo. Osnovno usposabljanje traja 102 uri, za varovanje v gostinskih lokalih pa dodatnih 18 ur. Potrebujejo še zeleno luč pri zdravniku medicine dela, da so fizično in psihično zdravi. Na koncu morajo opraviti še izpit. Bili smo na usposabljanju za varnostnika. Lani se ga je udeležilo 600 oseb. Sreda ob 17. uri na zbornici za zasebno varovanje. 16. ura usposabljanja za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije varnostnik. V osnovi me zanima, kdaj varnostnik po vašem mnenju lahko uporabi fizično silo. Če mu rečeš, da se umiri, idemo ustno odredo. Sledi igranje vlog in učenje s tehničnimi pripomočki. Položaj rok je pomemben. Najmlajši med kandidati je Jon Porenta Rozman. Ravno je dopolnil 18 let. V bistvu me najbolj zanima recimo intervencije, prevoz denarja, javna zbiranja. Predavatelja s 17-letnimi izkušnjami Draga Veličkija smo vprašali, ali kakšnega kandidata tudi zavrnejo. Ne, ker pogojev za to nimamo. So tudi kandidati, ki so preveč samozavestni, menijo, da vse znajo, da so vse mogoči. Po usposabljanju jih čaka izpit. Če ga opravijo, se lahko zaposlijo. In to delo v recepciji, delo na primer v bolnišnicah, v upravnih enotah. Bi lahko ohranil mirno kri, če bi prišlo do kakšne situacije? Lahko. Družba Ford Team varuje vse dogodke v Stožicah in Tivoliju. V polnih Stožicah potrebujejo tudi 100 varnostnikov. Predvsem je vedno problem najti ustrezen varnostniški kader, tak, ki si želi in bi srcem upravljal tak poklic. Pri športnih prireditvah je problem z kakšnimi organiziranimi navijači, ko prinesejo noter kakšna lahko pirotehnična sredstva, s katerim spet ne, da ogrožajo samo sebe, ampak ogrožajo tudi druge. Pri koncertih, ko pa hoče kakšen oboževalec biti zelo blizu svojega idola, s tem ogroža lahko tudi tistega, ki je na tistem odru. O kakšnih incidentih pa poročajo študenti. Več na 24ur.com.